Naša mladenka, ki odlično ubira to svojo glasbeno pot v prihodnost in sicer skupaj s svojo mentorico Anito Veršec si vzela čas tudi za današnji uvod, potem pa že mora nekam leteti, ne? Tako da jo moramo zdaj najprej na začetku, ne da jo moramo, smo veseli, da jo lahko pozdravimo in da jim tudi namenimo najprej ta aplavz predhodni, potem pa zagotovo tudi odličen še po njeni skladbi. Torej, Ana Jaklič. Na hitro še, eno majhno palico. Aha, evo, to skrapijo že začeli deliti super. Tako, dober večer še enkrat. V tej uvodni pesmi, ki lepo povezuje Štajersko in Gorenjsko, ali pa recimo Posavje in Gorenjsko, čase, ki se jih nekateri nostalgično spominjate, filma Cvetje v jeseni, na kateri se spomnimo tudi muzikala Cvetje v jeseni z Nino Puštar in Matjažem Robavsom. Oba recimo sta nastopala tudi v našem gradu, ne samo enkrat, se pravi neke velike povezave, ki ves čas imamo, naši kraji tudi z Gorenjsko. In breži se tudi še posebej za Radovljico, pa ne samo zaradi tega gospoda, ki nas je danes družil Ivana Ivačiča, ampak veste tudi, da naš Frančišek Karel Rem, ta izjemen avtor naše viteške dvorane, se tudi rodil v Radovljici. No, Ivan Ivačič pa seveda je v Radovljico izbral za svoje zadnje bivališče in danes smo zelo veseli, da na to oktobrsko večerno, deževno, kako bi rekla, praznovalno občutje, dodajamo še eno sodelovanje, namreč k nam je prišla razstava Muzeja Radovljiške občine oziroma tačneje Mestnega muzeja Radovljica in lepo pozdravljam Katjo Kraplotnik, kustosinjo in danes tudi predstavnico vesoljstva Muzeja Radovljiške občine. Katja, dobrodošla. Hvala. Pozdravljam tudi podžupanjo naše občine, gospod Milo Levec, ki bo danes odpirala razstavo in seveda vse vas, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, res hvala, da boste ta večer preživeli z nami in tudi družbi velecenjene plemiške družine Moškon, ki je povezala celotno Posavje in tako v bistvu s temi portreti žali v tem prostoru. Tukaj smo se zbrali, ker samo za vogal bomo šli, pa bomo videli našo novo razstavo. Simbolno pa tudi te veliki možje, so bili dolgo časa pri Frančišku Karlu Remu v viteški dvorani, pa nas zdaj tudi malo pozdravljajo. Torej, tukaj lepo vidite tudi Šivčevo hišo, tam, kjer gostuje od 5. avgusta naša razstava o Ivanu Ivačiču. Danes, takrat so tudi v Radovljici praznovali občinski praznik, ob mesec občine Radovljica, mi pa tudi praznujemo, tako da smo potem se odločili, da najprej pridemo mi k njim, potem pa seveda za naš oktober tudi Radovljičani k nam. In zdaj pa res, Katja, hvala ti in izvoli beseda, oziroma ta Moškonov odred je tvoj. Hvala.
lažje, da se vidimo. Pozdravljeni tudi v imenu Muzeja Radovljiške občine. To je samo Ivačič, tudi Rem vas mi malo delimo. Rem je pa krojen pri nas v Radovljici. Ivačič pa pri nas. No, Muzej Radovljiške občine je letošnje leto, tako kot pri vas v Posavskem muzeju, predvsem kulinarično obarvan. Ne samo, da sodelujemo s Posavskim muzejem in Združenjem zgodovinskih mest v abonmaju Polna žlica kulture. Tukaj še veliko več sodelujočih, jaz upam, da pride Mateja Hafner še danes, da pove, kako obsežen je pravzaprav ta projekt. Imamo še več drugih projektov, eden od teh je naša kuhna. Sodelujemo z Gondesavskim muzejem iz Jesenic in pa Moškim muzejem iz Škofje Loke. In sicer imamo spletno predstavitev vseh kulinaričnih idej, projektov, delavnic, različnih predavanj, vse to je na spletu, ker letos nismo vedeli, kako se bo obrnilo leto in smo se odločili kar za spletno predstavitev, kar ima tudi svojo šarm in po svoje dostopno večje število ljudi. V Kropi, v Kovaškem muzeju, pa pripravljajo nekaj posebnega, namreč zbirajo posebne jedi iz Krope in Kamne Gorice in to bo objavljeno v posebni izdaji glasila Vigenc. Kogar pa zanima kulinarika, se tudi ima se kaj da poskusiti, kakšno žolto, pa ta zelen in kaj podobnega, nič ne povem, kaj je to. Ste kar vabljeni v naše kraje, da te stvari poskusite. No, ko smo pa že pri Ivačiču, oziroma pri nas v Radovljici imamo stalno problem, mi mu pravimo Ivačič. Jaz sem se malo obrnila na ljudi, ki so ga poznali in sem vprašala, sem rekla, koga kdaj popravil, da je Ivačič, ne Ivačič. So rekli, da ne. Tako da, če se slučajno zagovorim in rečem gorensko varianto Ivačič, mi ne zameriti, tako so se tudi Radovljičani očitno z njim pogovarjali. No, nekaj spominov na njega je v Radovljici še. Ugotavljamo pravzaprav njegove generacije ni več. So še mlajši, ki ga poznajo, se ga spominjajo z blaznim občudovanjem, ampak te mlajši so komaj uspeli z njim govoriti, ker so imeli tako spoštovanje do njega. Tako da nekaj zanimivih spominov se je ohranilo, nekaj prav zabavnih anekdot, vendar ne toliko, kot sem jaz pravzaprav pričakovala, ko smo začeli s tem projektom. Se je pa samo od sebe pravzaprav pojavila ena druga ideja za to našo razstavo. Namreč po te smo začeli v muzeju zbirati izdaje njegovih knjig. Najprej seveda tisto, kar smo imeli doma, potem smo videli, da je tega kar precej in da bi bilo pravzaprav zanimivo to predstaviti, kolikokrat so bile ponatisnjene njegove kuharske knjige, pa še kaj drugega je objavljeno, ne samo kuharske knjige. Tako da smo se lotili zbiranja, dali smo tudi poziv Radovljičanov oziroma na Facebook, se pravi širši slovenski javnosti, da zbiramo njegove knjige. To je prav zanimivo, pravzaprav sicer ljudje so nam povedali, da imajo knjige, ampak težko se močijo od njih. Dejansko so te knjige še danes v gospodinstvih uporabne, kar pomeni, da je še za sodobno kuhinjo čisto uporabni recepti, da niso zastareli, tako da je bilo koristno, sicer so se nam ljudje prinesli druge stvari, to je prav zanimivo. Smo pa dobili kar nekaj almirskih polovajev, Almira je delovala v Radovljici, starejši se mogoče še spomnite, znane tovarne pletenin, pa vezenine, pa sukno zrakože, tako da sicer kuharic nismo uspeli zbrati, imamo na razstavi samo eno sposojeno zasebne rastline, je bilo pa koristno, vse. No, potem smo pa sistematično začeli zbirati še po spletnih straneh, pa v našem lokalnem antikvariatu, kjer so nam tudi nekaj pomagali. Obrnila sem se tudi na našo knjižnico, Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Tam so bili pa pravzaprav veseli te naše pobude in so izbrali res vse izdaje, da so mi povedali, kaj iščem, kje bi se dalo dobiti, kako bi se dalo dobiti, seveda sami so mi posodili 3 za to razstavo, potem so nam pomagali v mestnem muzeju v Kranju z eno knjižico in pa obrnila sem se na Slovenski šolski muzej, kjer so mi tudi posodili njegove učbenike, osnove kuharstva. 2, obstajajo tudi eno, nam še manjka, no? Tako da, kar pomeni seveda, da iščemo naprej, odkupujemo naprej,
V tem času se je pa pojavila še ena izdaja njegove knjige v srpskem jeziku, ker smo bili presenečeni, ker jo nismo knjižničani niso našli. No? Tako da nadaljujemo zbiranjem, še ni končano. Ne? Pravzaprav, se nikoli ni. No, te knjige so tukaj predstavljene, ampak predstavljene so malo drugače. Jaz sem rekla, ker nisem vedela, kako ne rečem, pa sem rekla, ker na kulinarični način. Namreč nimamo klasične postavitve v vitrinah, ampak vitrine nadomestijo stvari, ki jih potrebujemo v kuhinji. No, tu se moram seveda zahvaliti naši oblikovalki Tanji Deletah, ki je prispevala te ideje in seveda celotno oblikovanje razstave. Pomoč sem dobila tudi z nasveti, tudi pri blejskem županu, Janezu Fafarju, ki je pravzaprav kariero začel v naših muzejih, tako da je tudi malo naš, ne samo blejski, ki me je pomagal pri izbiri krožnikov, potem pribora, ki nekako popestri to razstavo, namreč ta servis in pa pribor je iz časa Ivačiča, iz 70-80 let. Več ali manj so proizvajalci še iz Jugoslavije, tako da seveda sem zelo potrudila poiskati, da res tisto avtentično. No, morala se pa zahvaliti prav še gospodu Pfeifferju še enkrat in pa našemu, če smo že ravno pripravili, tudi našemu hišniku, ki je pred njega te razstave ne bi bilo njegovih idej. Kaj več mogoče, še nekaj sem pozabila, skoraj, za nami je še filmček, ki smo ga posneli z našim znanim radovljiškim kuharjem, nosilcem Mišljenove zvezdice, Urošem Štefelinom. Namreč prosili smo ga, če nam skuha zdolsko kobovo juho po Miločičevem receptu. Seveda Uroš Štefelin ne bi bil Uroš Štefelin, če ne bi dal še kakšnega skromnega nasveta zraven v filmu, v pristnem gorenskem narečju, ne, juha postane župa, ampak tako ne. Pri nas, seveda tudi v gorenskem narečju, a je deluje prav simpatično, moram reči. Kar pa se tiče same razstave, jaz upam, da bomo še kakšno besedo rekli na razstavi, še kaj več, če ima kakšno vprašanje, pa tudi seveda vabljeni, da se ga napovedamo. Hvala. Hvala lepa, Katja. Kmalu bomo sedli, ne blizu oziroma skoraj za to mizo. Bi pa predtem si pogledali tudi ta kratek film, ki je tudi del razstave na takem manjšem ekranu, pa je to priložnost tudi, da si ga ogledamo. Bomo pa pozdravili še našo gostjo Mateja Hafner-Dolenc, vse vemo, dež je in smo nekako malo te ne počakali, malo smo pa kar začeli oprosti, pa hvala ti za razumevanje, no. Tako da zdaj pa luč ugasnemo, ne da? Ja, Ivan Ivačič je bil mojster kuharstva in kulinarike, ki je že v 60 letih prejšnjega stoletja na televiziji Slovenija vodil odmevno kuharsko oddajo. Izdal je tudi kuharsko knjigo, ki je še danes pomoč v marsikaterem slovenskem gospodinjstvu. Ob koncu življenja je živel v našem mestu Radovljica. Pozdravljeni, sem Uroš Štefelin, Vila Podvin, hotel Bistro Linhart. Danes sem jaz vesel, da bom lahko pripravil eno jed, ki jo je kuhal gospod Ivan Ivačič in letos obeležujemo njegovih 100 let rojstva. Zmeram nam je bil nekak mladim kuhar in en vzor, ker on je bil res en prvi filmski zvezdnik, kar se tiče kuharije na tleh bivše Jugoslavije. Jaz bom danes kuhal eno juho po njegovemu receptu, to je zdolska gobova juha. Zelo malo je bilo receptov, vsaka jed je v domovih, kjer so jo ponovili za njemu, ratala malo drugačna, tako da to je bil čar njegove kuhinje. Mi se bomo lotili te zdolske gobove juhe, recept, ki je brez kock in drugih uječevalcev okusa, ki so bili pa v njegovih časih zelo popularni. Hvala Bogu se obrača trend v drugo smer in se spet kuha nazaj naravno. In ta gobova župa, ki jo bomo delali, je
popolnoma naravno. Jaz sem ta recept probal, meni je juha res dobra, lotimo se delati. Zanimivost tega recepta je ena zadeva, da bomo mi med krompir že umešali svaljke, ki jih bomo naredili posebej, in šele na to bomo dodali prepražene gobe, to se pravi jurčke imamo in mavrahe, čebulo, slanino, to bomo vse skupaj pripražali in bomo naknadno, ko bo krompir na pol kuhan, pridali te gobe krompirju. To se pravi, mi ponavadi zdaj, če kuhamo na kontra način. Že prej naredimo osnovo in krompir dodajamo gobam. Tukaj je pa v receptu piše, da ko je krompir na pol kuhan, dodamo prepražene gobe. Pa zdaj na koncu bomo še malo kisali s belo vino. Zato lahko uporabimo kis ali belo vino, jaz bom dal belo vino. Jaz sem bil zelo počaščen, da sem danes lahko kuhal eno jed po receptu take kulinarične slovenske legende. Še to povem, recept res funkcionira, tudi če ni čistočnih količin. Hvala. To našo gastronomijo, z katero vemo, da je odlična, na vseh ravneh tudi bolj promoviramo oziroma da jo posvojimo zelo široko in da se vsi potrudimo, da mogoče še bolj se zavedamo tega bogatstva, ki ga imamo. In tako je tudi nastal abonma Polna žlica kulture, ampak to pa lepo prosim, da nam predstavi naša gostja Mateja Hafner-Dolenc, sekretarka, duša, pogon, mlinski kamen, vinski kamen, in vse, kar je nujnega za to, da to združenje tudi zelo dobro deluje že toliko časa. Mi pa seveda smo Brežicami člani 12. leta, kar je pa tudi odlično in smo hvaležni, da smo lahko zraven. Radovljica pa še kar nekaj let več, da bo tako. Torej, Mateja, prosim. Dobar večer. Dobro, da sem si nekaj napisala, ker ta vožnja je tako pretresljiva, da bi težko kaj povedala pametnega in iskreno opravičilo na začetku. Spoštovana direktorica Alenka, vsi avtorji razstave, dragi Brežičani, drage Brežičanke, kot je Alenka omenila, 19 zgodovinskih mest nas povezuje kulturna dediščina in kultura, ki je naš ponos. Pravimo, da je naša prednost in naša tudi razvojna priložnost. Župani pa mnogokrat rečejo, da je tudi mnogo izzivov povezanih z kulturno dediščino, ki jo hranijo naša mesta. Ampak bodimo pozitivni, bližajo se nam boljši časi nove evropske perspektive, tako za kulturo, pa za kulturno dediščino bomo jo pa mogli znati izkoristiti, ampak jaz, kakor vem, vsa mesta se že na to pripravljamo. Kultura in kulturna dediščina bogati naša mesta, oživlja naša mesta, je sok naših zgodovinskih mest, prinaša številne bogate, zanimive programe in vsebine. In običajno rečemo in se pohvalimo, da kultura živi vsak dan, vseh 7 dni in 365 dni na leto na gledaliških odrih, v bogato založenih knjižnicah, v koncertnih dvoranah, v številnih galerijah in razstaviščih in raznovrstnih večjih in manjših muzejih, danes smo enem boljših, večjih v naših zgodovinskih mestih. Prav zato
zato, ker je pa že direktorica omenila, ker smo tako ponosni na našo kulturo, ker kultura je naša res tisto življenje, ki ga predstavljajo naša mesta, pa smo nanizali bisere kulture, ki so v zgodovinskih mestih in nastala je čudovita ogrlica kulturni abonma zgodovinskih mest Slovenije. Vsako mesto je prispevalo en izjemen, izvrsten kulturni dogodek in skupaj smo jih pokazali v kulturni abonma zgodovinskih mest Slovenije, ki vabi pogledu, poslušanju, pogovoru, obisku. Ker pa je kulinarika del kulture in kdor išče kulturo, najde kulinariko. In gastronomija je del identitete naših zgodovinskih mest, smo vsakemu od 20 dogodkov pridružili še vrhunsko kulinarično doživetje. Tako da smo povezali kulturo in kulinariko in dobili ne samo kulturni abonma, ampak kulturno-gastronomski abonma, ki smo dali ime Polnovica kulture. Vse, kar sem zdaj povedala o kulturi in kulinariki, velja za to razstavo, kjer se izvrstno povezujeta kultura in kulinarika in povezujeta in sodelujeta dva izvrstna muzeja, Muzej Radovljiške občine in Posavski muzej Brežice. Pridružuje se jim izvrstni kuhar, domači kuharski mojster, tako da ta dogodek je eden od izvrstnih dogodkov našega kulinarično-gastronomsko-kulturnega abonmaja. Zato samo še lepa hvala za povabilo na ta današnji dogodek. Kot je direktorica omenila, Brežice so ene od mlajših članic združenja, a hkrati ene od bolj aktivnih članic združenja, česar smo pa seveda vsi zelo veseli. Zahvaljujem čestitke vsem, ki ste sodelovali pri pripravi razstave s kulinaričnim dodatkom in pa seveda vsem povabilo, da se srečamo na še katerem od dogodkov kulturno-gastronomskega abonmaja. Hvala. Najlepša hvala. Naj povem, da smo mi bolj na začetku. Prvi dogodek je bil ravno 5. avgusta v Radovljici, tako da v bistvu se bo malo odvija še celo naslednje leto, potem pa bomo že spet z novimi idejami šli naprej, pa družili se vedno tudi z drugimi mesti. Ne bomo, imamo radi Radovljico, pa vi imate radi nas, ampak ne bomo ves čas samo mi skupaj. Tako, no, zdaj sem pa res vesela, da je ta izziv sodelovanja sprejel tudi Jure Tomič. In Jure, mogoče vseeno kakšno besedo, zdaj si filmček pogledal. Ja, nekaj še vas lepo pozdravljam. Jaz bi se prvo rad zahvalil v bistvu Združenju zgodovinskih mest in tebi, da ste me povabili v tem projektu, zelo sem počaščen. Bom sodeloval in se pač potrudil še v bodoče, koliko bo pač v moji moči. Zmeraj se tudi ne da. Malo sem žalosten, ker na zelo malem številu vidim danes tukaj, ker dobiš za jest popit, kaj dobi se druga. Se pravi, jaz sem sprejel ta izziv, ker tudi mogoče malo zdaj tle se nekaj poklopilo, ker gospod Ivačič pokojni je rojen 200 metrov od našega družinskega vinograda, tako da je še to malo, imam ene par njegovih knjig, še zmer rečem, da po njegovem receptu, da je skuham lanta ali kako sarmo, za te stvari. Je bil, ampak sem pa tudi dal mogoče malo kontra Urošu, pa sem se danes tudi odločil, da bom naredil eno grobo volivno, ko jo jaz vidim, malo drugače, malo jesensko obarvana. V bistvu boste tudi dobro probali, ta eno sladico sem vam pripravil tak, da bo pač tle zaključeno v zvarnem Grajsko klet. Hvala, ker ste prišli, ker podpirate v bistvu nek napredek v tej smeri in če bomo pa hoteli kaj več, bomo pa mogli tudi spremeniti malo sistem v šolah. Ravno danes, evo, kakih ena anekdota, sem predaval na eni privat kuharski šoli v Splitu dopoldne, sem eno predavanje in ko vidiš pri teh mladih ljudeh, tu so prvi letnik, pa drugi te srednje šole,
ta žar v njih do teh sestavin, do te gastronomije, to zavedanje, tega še pri nas zelo manjka. Ker hrana, dobra hrana, taka, kot jo imamo mi še zaenkrat v Sloveniji, je v svetu že zelo veliki luksus. In zmeri bolj bo. Moramo biti ponosni na to, kar imamo, moramo biti na tisto svojo njivcu ponosni, na tisto krompir, ko greš na vrt, si odreži solato, tega tudi bogati ljudje več na svetu nimajo. Tako da čestitam za ta projekt in hvala še enkrat za povabilo. Vabim naš podžupanjo Milo Levec, da besedami odpre razstavo, potem pa se bomo odpravili v našo dnevno sobo, ki je sem za vogalom. Prosim, Mila. Ja, spoštovani današnji gostje, spoštovane dame in gospodje, prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Današnjo razstavo bi moral otvoriti naš župan, gospod Ivan Balan, ampak je v zadnjem trenutku moral iti na eno drugo mesto in je to čas prepustil meni. Vas pa vse skupaj prav lepo pozdravljate, vam želim prijetno večernje druženje. Veseli me, da lahko v našem gradu gostimo razstavo tako velikega kuharskega in medijskega mojstra, katerega korenine izvirajo iz našega Posavja. Četudi ga danes ni več med nami, je uspešno povezal dve občini, Brežice in Radovljico, ki sta tudi ponosni članici Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Nadalje njegov duh odpira nove številne kulinarične zgodbe in prepleta dva vrhunska kuharska mojstra, našega Brežičana Dvoreta Tomiča ter Radovljičana, gospoda Uroša Štetelina, na katera bi bil gospod Ivarčič prav gotovo zelo ponosen. Umetnine izpod rok omenjenih kuharskih mojstrov bo moč okusiti v Šteniji Debeluk že v četrtek, 21.10., kjer bosta znanje in moč združila v kuhinji kar oba. Še eno zahvalo želim nameniti v tej priložnosti in sicer naši duši in srcu Posavskega muzeja, direktorici Alenki Červelič-Krošelj ter njeni marljivi ekipi, ki po to streho vedno pripeljajo zgodbe izjemnih ljudi, ki bogatijo kulturno življenje tako naših občanov kot tudi širše. Današnja razstava je tudi del bogatega programa, s katerim v občini Brežice obeležujemo praznik naše občine, zato vsem skupaj izrekam čestitke. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj res sem še čas za zahvale, pa bom kar hitra, velika hvala vedno vsem sodelavcem, zato seveda najprej našim gostom iz Radovljice, spravi Katja, eno Pušoček, pa tudi tebi enega Prašička. Mi seveda delamo tudi zelo veliko ribjih zgodb, pa bomo njej dali ribico, pa kdaj drugič še Prašička.